Pozdravljeni! Danes v odgovoru na vaše vprašanja zelo zanimiva tema, katera bo terjala malce daljši in bolj kompleksen odgovor. Namreč sprašujete me, kje je bila tista prednost Michaela Schumacherja v Formuli 1, da je dosegel toliko zmag in toliko naslovov. In preden začnem, dve kratki pripombi. Prva je ta, da se ne bom ukvarjal s tem, ali je Michael Schumacher najboljši voznik vseh časov ali ne. In druga je ta, da bom skušal biti čim bolj objektiven, a razmišljanje temelji na mojem znanju, mojih izkušnjah in mojem razmišljanju, zato se zavedam, da ne morem biti totalno objektiven. Ukolikor ima kdo svoj pogled, drugačen zorni kot in ga zna tudi argumentirati, prosim, zato imamo pripombe. A začnimo z Michaelom Schumacherjem in njegovimi lastnostmi. Začnimo pravzaprav z njim, z njegovimi osebnimi lastnostmi. In vsakemu navijaču je najprej jasno, da je bil Michael Schumacher tekom celotne svoje kariere vpleten v mnogo spornih epizod. Naštel jih bom samo nekaj in oprostite mi, če bom katero izpustil. Naprimer, veliko nagrado Avstralije 94, veliko nagrado Evrope 97, veliko nagrado Avstrije 2002 in veliko nagrado Madžarske 2010. To samo zato, da bi pokazal na eno njegovo osebnostno lastnost. To, da hoče biti prvi, zmeran in povsod, se ne preda in to je lastnost pravih šampionov. Prav ta, bom rekel, gorečnost, ta želja po zmagi je tisto, kar loči tiste najboljše od tistih solidnih. In druga lastnost, na katero ne smemo pozabiti, je njegov prirojen občutek za bolit. In to bomo videli v dveh primerih, dveh ločenih primerih. Prvič to, kako je znal biti enkraten v Formuli 1 v kvalifikacijskem krogu. In ne bomo sedaj gledali vse tiste pole position in te podatke, ne. Koncentrirali se bomo na začetek njegove kariere, ko še ni bil znan, ko še ni bil tako vrhunski oziroma ga za takega niso imeli. Leto 1991, njegovih 5 dirk pri Benettonu v tisti sezoni. Njegov moštveni kolega je bil takrat Nelson Piquet. Po mojem osebnem mnenju, bom rekel, eden izmed najtežjih moštvenih kolegov, kar jih je kdarkoli bilo v Formuli 1. No, na 5 dirkah na kvalifikacijah je bil Michael Schumacher hitrejši. Že to nam pokaže, da je imel talent že takrat, da je bil hiter na krog. In drugi pokazatelj tega občutka za bolit je seveda njegova vožnja v dežju, katera je še danes znana in še danes, bom rekel, neko merilo za dobre voznike. A to ni dovolj, da bi dosegel tisto, kar je dosegel. Zato moramo pogledati tudi druge vidike. Najprej tehnični vidik, ki ga je imel seveda na razpolago. Imel je ogromno srečo, da je takrat prišel v Benetton in srečo Roryja Byrna. Namreč Rory Byrne še danes vpleten v Formulo 1 in v Ferrari je znan po tem, da ni revolucionar, ampak dela na evoluciji idej. Težko bi pokazali bolit, kateri se bistveno razlikuje od prejšnjega pri vseh stvaritvah, ki jih je naredil Rory Byrne. Primerjamo samo Benettona B194, naprimer s Ferrarijem F2004. Vidimo ogromno podobnost, čeprav je več kot desetletje med obema bolidoma. Za primerjavo, čeprav mnogi navijači imajo F2004 za najlepši bolid vseh časov, primerjamo ga z bolidom iz iste sezone, ki je bil Williams F2V26, bom rekel, ne tako uspešen bolid, a v svoji prvi izpeljanki je imel tisto karakteristično lastnost, tisti prednji del s tistema dvema oklama, ki so držali sprednji profil, po katerem se ga še danes marsikdo spomne. Pri Ferrariju Roryja Byrna takih lastnosti niste videli, a ne govorim, da so bili slabi. Namreč Rory Byrne je zastavil neko idejo, obdržal tisto, kar je delovalo in izboljševal malo po malo tiste točke, v katerih je bil bolid slab. In prav tu Michael Schumacher s svojim občutkom mu je lahko dal ogromno informacij, da sta skupaj dosegla tisti optimum bolida, tisto, kar je praktično njemu kot vozniku pomagalo na progi. In druga tehnična lastnost, katera ne smemo prezreti, je bil pa seveda Bridgestone. Bridgestone, bom rekel, predvsem v tistem zadnjem obdobju, v kateri je delal ekskluzivno za Ferrari in po naročilu Ferrarija. Torej, imeli so pneumatike, ki so bile namenjene njim, ostali so se pač pomagali s tistim, kar je ostalo. Tretja točka, mimo katere ne smemo, moštveni kolegi.
Po citirani sezoni 91 in praktično do tistega povratka v sezoni 2010 so bili moštveni kolegi Michaela Schumacherja, vozniki, kateri mu niso bili v napoto in so mu celo pomagali. In seveda tudi to je pripomoglo k njegovim uspehom. A pojdimo še korak naprej. Nekaj, kar se vsi navdušenci spomnijo in priznajo. Velik strateški pogled, ki je bil verjetno več ali manj sad Rossa Browna. A ni bila samo zasluga Rossa Browna vsa tista strategija, katera je prišla do izraza. Bila je sad vsega tega, kar sem sedaj naštel. Ross Brown je znal samo vse te lastnosti dati skupaj in izoblikovati strategijo, ki je delovala. K temu se bomo vrnili še kasneje. Videli smo, da ves uspeh Michaela Schumacherja je temeljil na več faktorjih, kateri so se vrteli okrog njega, on je bil centralna os tega sistema in vsak je pripomogel k delčku te prednosti, ki smo jo videli pri osvajanju vseh tistih naslovov. Seveda, ko je prišlo do neke spremembe, se je sistem porušil. Videli smo v sezoni 2005, ko Bridgestone je napravil pneumatiko, katera je bila daleč od tega, da bi bila konkurenčna, oziroma v sezoni 2006, ko se je z V10 šlo na V8 iz 3 litrov na 2,4. In tisti vozniki, kateri niso imeli občutka Michaela Schumacherja za dodajanje in vzemanje plina, so bili nekako v prednosti, kajti napake, ki so jih morda naredili, so bile manjše, s tem, ko so bili motorji bolj šibki. Razumeti moramo, da je velika razlika, ki jo je pokazal Michael Schumacher v Formuli 1 v tistem obdobju z vsemi ostalimi. Michael Schumacher je že takrat gradil ekipo. Naprimer, za razliko od Juana Manuela Fangija, kateri je imel enkraten nos, da je razumel, kateri bolid bo najboljši za naslednjo sezono, ga je Michael Schumacher svojo ekipo naredil. Izbral je prave ljudi, komuniciral z njimi, delal in prav tu se je pokazala tista zagnanost, bom rekel, tista želja po zmagi, na katero sem opozoril na začetku tega sestavka. No, kaj moramo še tukaj razumeti, kje je bila tista prednost Michaela Schumacherja pred ostalimi v Formuli 1? Če malce pogledamo strani, bomo razumeli, da kaj takega, kar smo videli na začetku let 2000, danes v Formuli 1 ni več možno. Zakaj? Ker so tudi drugi pobrali to metodiko, ki jo je imel Schumacher takrat, oziroma Ferrari, oziroma še prej ista ekipa pri Benettonu. Lahko bi rekli, da ta metoda dela, ki so jo vpeljali, je bila 10 do 15 let pred svojim časom. Danes o tem lahko govorimo, lahko analiziramo, a takrat je bila noviteta, katere tudi v Formuli 1 niso vsi dobro razumeli in jo niso znali uporabiti. Upam, da sem s to kratko analizo nekako razjasnil, ki je bila po mojem prednost Michaela Schumacherja pred ostalimi. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.